Na Bledu, kjer je neurje včeraj zahtevalo tudi smrtno žrtev, sprehajalna pot med Vilobled in Zako ostaja zaprta. 32-letna ženska, ki je izgubila življenje pod podrtim drevesom, je bila državljanka Nemčije, prav tako tudi moški, ki je bil v nesreči hudo poškodovan. Po preverjanju identitete se je izkazalo, da ne gre za starejšega, ampak moškega starega 30 let. Ob neurju je bilo sicer na Gorenjskem poškodovanih veliko ljudi. V jeseniški bolnišnici so imeli ogromno dela. Ob tem, da so reševali bolnišnico, ker je veter odkril velik del strehe na najstarejšem delu stavbe in je voda zalila prostore v mansardi, so obravnavali skoraj tretjino več bolnikov kot sicer. Včerajšnje popoldansko neurje je sicer največ nevšečnosti povzročilo na širšem celjskem območju, v okolici Velenja in na Polzeli. Razmere danes spremlja naša dopisnica Duška Lah. Kako poteka odstranjevanje posledic neurja, kakšno je trenutno stanje? Ja, nič kaj, dober dan. Čiščenje poteka intenzivno. Kar okoli 1000 odjemalcev je bilo na Celjskem še zjutraj brez elektrike, največ pa v Velenju. Po prvih podatkih z komunikacijskega centra so v vsej Sloveniji včeraj zabeležili pozno popoldan 2218 dogodkov na območjih Slovenije, največ pa na Celjskem skoraj 600. Mi smo na terenu naleteli tudi na to prizorišče v bližini Velenja v Vinski gori, kjer je včeraj popoldan z gospodarskega poslopja veter dvignil večjo streho, vrglo jo je v družinsko hišo, k sreči ni bil nihče poškodovan, a so zdaj do 1 ure že kar precej zadev pospravili. Sicer v zadnjih dneh na območju Velenja sodeluje več kot 100 gasilcev in še toliko pripadnikov civilne zaščite. Trenutno škodo ocenjujejo na 148 tisoč na infrastrukturi in še 40 tisoč za intervencijske stroške, a seveda številke niso dokončne, ogledi na terenu potekajo. V Velenju je zaprt za obiskovalce tudi sončni park. Tik ob njemu smo zdaj, kjer poteka čiščenje. Drevje se nevarno podira, poškodovana je tudi vila Rožle. No, včeraj popoldne, že drugi dan, pa je bilo spet hudo v okolici Šoštanja. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa. Pešpot ob jezeru do Velenja je še vedno zaprta, zato odsvetujejo gibanje na tem območju. No, predvsem pa je v Mozirju v 2 kampih včeraj prišlo do lažjih poškodb 2 oseb zaradi strele. Ena oseba pa je lažje poškodovana zaradi vej podrtega drevesa, sporočajo iz policijske uprave Celje. Toliko za zdaj. Hvala lepa.